Dobrodošli. Živijo! Evo, dober dan! Danes v domači kuhinji delamo pražen krompir za Volt Market. Evo, tlele bomo orenk solili našo vodo. Tlele imamo ene čudovite krompirčke, ki smo jih dobili od lokalnega kmeta. In jih bomo zdaj 20 minut kuhali. Odlično, super. Tomaž bo tukaj tako ponavadi kot majster pokazal 1, 2, 3, kako se zgodi za nas laike, nadobudne kuhare doma. Bom pa jaz vprašal, kaj on tudi pomislil, da je fajn povedati. Ne? Tako, ja. Ta ne sposoben, pa ta sposoben. Točno to. Evo, zdaj bova tlele lepo našo čebulico olupila, zato da bova pol imela, medtem, ko se nama krompirček kuha. Super, za koliko tajte damo krompir not? Ja, to, da je kuhan, no. Nabodite ga iz noža, pa če imate kakšno palčko, ko bo šel nož čez gladko čez, je krompir narejen. Tomaž, zakaj smo se sploh spravili v originalu delati pražen krompir? Kaj je ideja zadnji za temu? Zato, ker tudi jaz sem v našem videu na YouTubeu povedal, pač pražen krompir je neka čudovita zadeva, ki bi tudi z Voltom prišla točno taka, kot je bila narejena do vaših vrat. In pač meni gre to na živce, da v Ljubljani ne dobim praženega krompirja skoraj nikoli zraven, vedno dobim pommes frites, pa ko pride do vrat, je ves mehek pa moker. In pač zato delamo danes še dodatno podbudo k temu, da čim več ljudi začne delati pražen krompir in ga izvažati na Voltu. Takole, evo. Tako da danes imamo šalotko, najboljš bi bila rjava čebula, ampak ker smo doma in pač uporabimo, ker imamo rok. A ne? Super, koliko vpliva oziroma koliko je pa to važen, kjer uporabimo? Zdaj, šalotka je mečken bolj sladka, tako da bo tudi mečken bolj sladka. Krompir tudi kuhan je mečken sladkejši, a ne, bi človek rekel. Tako da mogoče zaradi tega priporočam rjavo čebulo, a ne. Ker recimo rjava čebula je lih za to, za tenstati, za kakšno juhco narediti, kaj tasga. Pol imamo belo čebulo, ki jo jemo zraven čevapov, ne, surovo. Pol imamo pa šalotko, ki je v bistvu sam mečken bolj poglobljen, sladkejši okus čebulce, a ne. In tale naš pražen krompir je čudovita zadeva, zato ker rabimo samo v bistvu vodo, rabimo sol, rabimo čebulo, rabimo pa kuhan krompir. Evo, krompirček bomo dali dol. Naš krompir je kuhan, smo ga dali iz vode in zdaj ga bova lepo olupila. Mečken je topel, tako da mečken po merki, prav? Zmejno. Pražen krompir. Zraven česa vsega ga daješ oziroma koliko jaz imaš ti tudi eno drugo idejo glede praženega krompirja, ne? Pražen krompir je v bistvu lahko komot samostojna jed. Pač popoln obrok je, no, v bistvu, ne? Pol lahko damo, recimo smo bolj mesojedci, damo namesto svinjske masti, komot damo v cvirke, pol, če ste bolj vegi, date rastlinsko, pol date lahko noter, ne vem, lahko dodajate zadeve, ki so vam všeč, a ne? Vse ni treba, da sem pražen krompir. Lahko tudi eno zeleno zraven date, pa eno kolerabo, pa je spet mečken drugače. Ampak pač praktično ista jed, konc dneva bo fenomenalna, ne? Evo, takole. Krompirček bo olupljen. Tale krompir je v bistvu od našega dobavitelja Šliberja. Sem ga vzel zdaj 100 kg za tole našo kampanjo. Krompir sva skuhala, čebulo sva olupila in zdaj bova začela z najino prepo. Starda, akcija. Top shit. Evo, tlele not imamo svinjsko mast, tako da zdaj samo počakamo, da se malenkost segreje in bomo začeli z našo šalotko. In jo v bistvu narežemo na takale lističe, probamo pa čim tanjš narezati, v bistvu, ne? Zato, da bo v bistvu razpadla, pa da se bo fajn povezala z našim krompirčkom. Dobro. Evo ga. Ja, to je najlepši von na svetu. A ni? Ko se čebula praži, to je res dašjat. In zdaj morava v bistvu čebulco na rjav prepražiti. Mečken bova solila, zato da v bistvu čebula prej spusti svoj sok in bo prej se začela pražiti. Boš samo takole listke delala. No, pa lahko daš na pol, da ti bo lažje. In zdaj deli takole listke. Prav? Čim tani, kakor pač ti roka dovoljuje. Še enkrat bom poudaril, no. Prej, ko smo dali v bistvu v naš slan krop,
mora biti ekstremno slana voda. To si zapomnite vedno. Če kuhate krompir, vedno boljš, da je 4-krat bolj slan, kot vi mislite, da je dovolj. Zato, ker če bo krompir ne slan v kropu, ga nikoli ne boste mogli dosoliti. Tle noter, zdaj ga vas zelo manj ga vas solila. Če ne soliš dovolj vode, pol krompirja dodatno ne moreš več soliti. Bo v bistvu voden na okus, v bistvu brez okusa bo karkoli boste delali z njega. Ne? Vedeti morate, da krompir bo vso sol spil in pojedel. In pač dodajte več soli, če delate z krompirjem. Sploh, če je surov. Tako da to je to. Tako da to si zapomnite, prosim. In zdaj mečkom pustimo. Tole imamo mečkom porazdelila. V bistvu rabimo ne črno, ampak temno rjavo barvo naše čebulce. Naša čebulca dobiva zlato rjavo barvo. Ne? To je zdaj, to nama je čebula rekla, da je nama krompir. Ne? Ona je dala zdaj pobudo in dajeva tle not krompirček. Takole. Ko takoj zadeši. A ne da? Pač to je neverjetno. Zato je to je najboljši jed na svetu. Iskreno, preprost, enostaven. Če imaš slan krompir, kuhan, je perfektna jed. Ok, a sva še zmeraj na ta velikem ognju? Še zmeraj ta velik ogenj in zdaj v bistvu tole bova malo mešala. Jaz sem tle v bistvu včeraj dal krače peč z malo več tekočine. Ne? Zdaj pa lej. To se pravi, pražen krompir imamo zdaj tukaj. Ne? Ga damo na našo posodo, takole ga malo potapkamo. In zdaj moramo počakati, da se krompir majčkeno prime od spodaj. Ja. Zaradi tega bo pražen krompir. Ker pred tem ni pražen krompir. In zdaj imava na velikem plinu, majčkeno počakava, pa bova pa samo takole majčkeno, ponovadi je pri sredini, pa tam kaj plin, odvisno koliko vam plin dela. Bova samo takole majčkeno odpremo, pa majčkeno vidimo, kje je. Aha, da preveriš, kje si in dobro. Zdaj čakamo, da se to majčkeno zagrab. Ker se bo zagrabel, spraskamo z našo alkoholnico. Če se ne da spraskati, dodamo majčkeno naše župce, se bo odlimal in boš zamešal. In ta postopek bova ponovila 3-krat. En firbec smatra, če se ni že en dan prej pripravil. S čim drugim kaj zalivaš, kaj drugega lahko? Govejo kocko z vodo zmešaš, zavreš. Evo, malo se že prijeme. In zdaj va to probali takole, evo. Kar takole. Iz tale našo leseno kuhalnico bova takole malo sprskala. Ampak zdaj bova pa midva dodala tele naše čudovite juhce. Čist malo, mogoče lih toliko, da podam pokrije, mogoče to ne. In zdaj s to tekočino si pomagamo, da v bistvu vse spravimo iz podna. In zdaj, ko ste enkrat dodali tekočino, morate vedeti, da se bo pražen krompir veliko prej začel grabati. In tako to lepš prijet. Ja. Evo, takole. In ga spet potapkamo in spet čakamo, da bo se zagrabil. Evo, in zdaj smo prišli do naše tretje faze. A vidiš to? Ja. No, to je lepota praženega krompirja. In vidiš, bomo dodali nekaj tekočine. Spet glih toliko, da se pokrije. Glih toliko, da se pokrije. In ga obrneš in ga spraskaš. In midva sva ready. Tako, ko boste vi doma, v bistvu vzeli nama je tole 20 minut. Ja. Če je krompir že prej date gor, boste imeli v 10 minutah praktično tak obrok, da dol padeš, plus lahko date zdaj ta lonc v hladilnik, pa si pogrejete, pa ga spet date, pa si pogrejete še enkrat, pa si... Evo, najem pražen krompir je končan, zdaj greva pa midva papat. Odlično. Hvala vam lepa za še en obisk. Upam, da vam je tale video pomagal pri izdelavi vašega praženega krompirja. Če imate pa kakršnekoli še vprašanja,
se pa lahko naslovite na najno YouTube stran. Pa od spodaj napišete, videla bova fiks, ampak mogoče ne bova odpisala takoj, zato ker imava to grozno veliko komentarjev. Ampak ja, lahko pa prijete na najno spletno stran na YouTube, pa vam bomo tam probali odgovoriti. Tako, vesel kuhanje. Tako, dober tek.